Discussions on Labour Mobility in the EU že z naslovom nekako napove, da gre za nadaljevanje nečesa, nekih preteklih razprav in dela. Gre torej za further discussions, nadaljne diskusije in zares je knjiga tematska razširitev leta 2018, tu jo imam, izdane knjige Labour Mobility in the EU, ki je prav tako izšla pri založbi ZRC SAZU in je skozi prizmo različnih poklicev mobilnih delavcev ponudila vpogled v obstoječe in tudi prihodnje izzive na področju mobilnosti delovne sile v Evropski uniji. Urednici obeh knjig sva s kolegico in sodelavko dr. Mojco Vah-Jevšnik, obe sva tudi sodelavki, znanstveni sodelavki na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije. Torej, knjiga, ki jo danes predstavljam, Further Discussions on Labour Mobility in the EU, je zbir razprav in premislekov o transnacionalni delovni mobilnosti, ki je s porastom dinamičnih oblik dela, kot so recimo dnevno ali pa tedensko čezmejno delo, napoteno delo, sezonsko delo in drugih mobilnih oblik dela, je pravzaprav postala aktualna politična, ekonomska, družbena tema v EU in tudi širše. To ni neka novost zdaj, to spremljamo zdaj že kar nekaj časa, pravzaprav na našem inštitutu, ki je prvenstveno namenjen slovenskemu izseljenstvu in migracijam, ampak nas tudi mobilnost kot takšna, kot neka krovni koncept tudi zanima. Knjiga s poglavji, ki pokrivajo različne teme, perspektive in geografske kontekste, konceptualno sledi svoji predhodnici, vendarle pa jo po vsebini presega. Jaz pravim, da je to ena takšna sestra, mogoče malo starejša sestra, saj vključuje tudi razmišljanja, perspektive in kritične analize priznanih domačih, tokrat pa tudi tujih raziskovalcev, ki naslavljajo nekatera najbolj ključna vprašanja v preseku med dinamiko trga dela v Evropski uniji in vzorci ali oblikami čezmejne delovne mobilnosti. Če sva k sodelovanju k prvi knjigi povabili pretežno slovenske avtorje, ta knjiga vključuje 7 poglavij 10 avtorjev, ki prihajajo iz 4 držav Evropske unije. Tako je pred nami rezultat skupnih prizadevanj in sodelovanja med raziskovalci, ki izhajajo iz različnih akademskih disciplin, ki pa so kljub razlikam v pristopih in metodah, torej trdno povezani v nekakšno omrežje raziskovalcev, migracij, mobilnosti in transnacionalne socialne zaščite v Evropski uniji. In nekako to omrežje že vrsto let sodeluje tako v torej projektnem raziskovalnem delu, kot tudi sicer. Torej v knjigo so prispevali svoja dela uveljavljeni domači in tuji raziskovalci, kot rečeno, in raziskovalke, ter tudi njihovi mlajši kolegi oziroma kolegice, ki pa vsaka na svojem področju premikajo meje svojih disciplin in tudi širijo področje raziskovanja mobilnosti kot takšne. Avtorji torej skozi 7 poglavij prikažemo, tudi z Mojco sva avtorici prispevkov, torej prikažemo statistično analizo transnacionalne socialne zaščite v EU, naprimer, preučujemo preseke med migracijami in režimi mobilnosti v Evropski uniji, na primeru delavcev iz Severne Afrike, ki prihajajo v Italijo in tudi druge države Evropske unije. Problematiziramo pomanjkanje zdravstvenih delavcev v luči staranja prebivalstva in drugih demografskih sprememb v Evropski uniji. Potem osvetljujemo različne vidike migracij skrbstvenih delavcev na tako imenovani polperiferiji Evropske unije med Slovenijo in drugimi državami, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije. Ne izognemo se niti pandemiji COVID-19 in učinkom vladnih ukrepov za omejevanje te pandemije v Sloveniji in torej kakšni učinki so torej bili, kakšni so bili ti učinki na čezmejne delavce v sosednjih državah in tudi na napotene delavce v druge države Evropske unije. Posebno pozornost smo namenili tudi različnim realnostim delovnih migracij Romov iz Slovaške in osvetlili z zdravjem povezane ranljivosti začasnih migrantskih delavcev v evropskem kmetijstvu in
gradbeništvu, tako da vidimo, da gre za precej širok diapazon sektorjev, poklicev, geografskih lokacij in tudi tematik. Knjiga želi spodbuditi k poglobljenim in navdihujočim razpravam o izzivih delovne mobilnosti v Evropski uniji. Bi pa rada poudarila, da ni namenjena samo akademski publiki, to smo želeli tudi z naborom tem in seveda tudi samo likovno podobo. Naslovnico je oblikoval Izar Luneček, s tem dvojim smo želeli pritegniti pozornost tudi pri širšem občinstvu.